Smisel tega dogodka je, da poglobimo civilno-vojaško sodelovanje. Zakaj smo se odločili za Koroško? Enostavno iz razloga, ker tukaj je to področje slabše pokrito z vojašnicami. Zato smo tudi tekom letošnjega leta se fokusirali na območje Koroške. Tako smo imeli preverjanje KFOR in pa seveda sedaj obeležujemo naš praznik, torej dan 72. brigade. Razdelili smo na predstavitev vojaške opreme in pa potem na športne igre. Čim manj poškodb, da bomo čim bolj se dobro imeli in družili in naj zmaga najboljši 72. brigada. V malem nogometu so nastopale ekipe po vodstvu 72. brigade, županov, veteranov in pa policije. Pri odbojki pa so sodelovali enote 20. in 74. pehotnega polka in pa odbojkarske ekipe srednjih šol Slovenj Gradec in pa srednje šole Ravne. V okviru praznovanja 72. brigade smo organizirali tudi razstavo likovnih del v osnovni šoli Ravne. Končali pa bomo z slovesnostjo v osnovni šoli Prečih Ovoranc na Ravnah. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepis sveta bo pregnan. Koroška je vedno znova pokazala svojo pripravljenost sodelovati v zgodovinskih trenutkih, ko je slišala klic domovine. In mnogi naši ljudje so za domovino dali življenja. V prvi svetovni vojni smo se izkazali z borbo Franja Margaja in njegovih borcev za severno mejo, po čigar zaslugi se danes nahajamo v slovenski državi. V drugi svetovni vojni so partizani na naših tleh izbojevali mnoge bitke in borbe, ki so leta 1945 prispevale k novi svobodi. V vojni za Slovenijo pa je bitka na Holmecu tudi odločilno prispevala k uspehu naše osamosvojitve. Tako smo Korošci vedno znova dokazali, da smo borci, da smo domoljubi in da smo za državo, ki je za nas domovina, pripravljeni dati tudi svoje življenje. Iskreno hvala za vašo požrtvovalnost, profesionalnost in tudi odrekanje. Pomembno je, da se še naprej zavedamo, da je prav to naše osnovno poslanstvo, biti v službi domovine, v službi svojega naroda. Namreč ne glede na to, kako težko je včasih videti, počnemo ravno to državljanom in državljanko zagotavljamo varno in stabilno okolje. V Republiki Sloveniji pa pomagamo ohranjati njeno suverenost. Naj torej zaključim. Še enkrat hvala vam za vse, spoštovane sodelavke in sodelavci. Bodimo ponosni na to, kar smo in iskrene čestitke ob našem prazniku. Danes je slovesen dan. Dan Rudolfa Maistra, slovenski državni praznik. Pa tudi praznik 72. brigade, ene ključnih enot Slovenske vojske. Iskreno čestitam ob dnevu vaše brigade. Vi nosite velik delež pri aktivnostih Republike Slovenije v zvezi z migranti. Hvala vsem, ki skrbite za oskrbo in varnost migrantov od Gruškovja do Šentvilja. Hvala vsem, ki pripravljate in razdelujete obroke. Hvala vsem, ki pomagate policistom skrbeti za varnost naših državljank in državljanov. Hvala vsem, ki zagotavljate policiji, civilni zaščiti in prostovoljcem podporo pri drugih vidikih celostnega delovanja. Čestitam vam ob dnevu vaše brigade in se vam zahvaljujem za profesionalno upravljanje vojaškega poklica in za pripadnost zgodovini. Želim vam povedati, da cenimo vaš trud in se zavedamo, da pomembno prispevate k
temu, da smo kot država kos trenutnim razmeram, ki so resnično precej zahtevne.